Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci in Vili Resnik. Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek. Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez. Je tako. In seveda, koga drugega sem si jaz poklicala v studio kot Vilija Resnika. Vili, dobro jutro. Zdaj je že dober dan. Čakaj, zdaj si že tako cajta tukaj, da za tebe je že dober dan. Mi smo dober dan, lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Fantasy. Klele sem, uživo. Pazi, da ne bo kdo rekel, da smo posneli. Tako da sem preživel pot iz Nove Gorice do semle, kljub vsem zastojam, prišel sem pravi čas, zato sem že pa to kur prej. Kdaj si pa vstal danes? Danes sem kar pol 6, tako da ni problema. Normalna ura za normalne ljudi. Za nas delavce. Tako da, ja. V glavnem, res je, dragi poslušalci Radio Fantasy, v soboto, to je to soboto, 16. maja, veliki spektakel, eni bi rekel šov, ene pevke imajo zdaj šov, jaz pa rečem spektakel. Žur leta. Žur leta, bom rekel Prpišeku. Mi je čudno ono piše, ampak dober je. V glavnem, zvedel sem, da prodaja zelo dobro. Eni res računajo, da bojo na licu mesta lahko kupili tudi karte, to je ne vem, kako je s tem, vendar mislim, da tudi to obstaja. Veselo bo. Pustimo, tudi vreme bo naklonjeno. Mogoče bo edino malo bolj hladno, ampak glej. Ampak ni panike, ker imajo šotor. Tako. Tako da špilamo, jaz sem zraven. Suši, špila, bas kitaro. Tako da, dragi poslušalci, pridite, da boste videli špila pa Viliju Resniku, bendu, bas kitaro, suši in Vili Resnik. Vrgla sem se čist po fotru. Ja. Fotor bi bil ponosen name, če bi špilala bas. Ja. Ne, dejstvo pa je, da prihajaš v Celje po kar nekaj časa, te nismo videli, razen pustimo privatke. Ja. Ampak tako, kot špil. Vesel sem, da so se pač spomnili, oziroma mislim, da je bil celo Rok pobudnik, od flirtov pobudnik, da se želi pač, da smo skupaj, ker smo imamo skoraj da nekako tisto muziko, nekako pop music, dobro, oni so mogoče malo drugačni, mi malo drugačni, ampak za vse generacije, za zabavo, ja, za ti veselje. Poskrbiš za une, ta malo starejše, ne? Tako, ja, tiste, ki potem... ne veš, kaj se mi zdi, da imamo res nekako publiko, ki je rasla toliko let z nami, pazi. Jaz se spomnim, rečemo, 30 let, koliko smo bili nazaj, jaz sem bil takrat, če Pop Design, so bili v bistvu, skoraj konkurenti, se zaveda, Pop Design je bil ena taka velika firma, pa flirti so se pa kar mal začeli uveljavljati in so imeli eno pesem, ki je bila zelo velik hit, ki ga še danes igrajo, seveda Romeo in Julija, tako da, vse poznamo, smo, zdaj ne več konkurenca, ker zdaj ste že prijatelji, zdaj ste že bestiči. Tako, zato ker, pred 7-8 leti, ko sem začela z Rokom delati, sem ga gledal, ker je bil to en redkih ljudi, ki je govoril več kot jaz. In ti moram reči, sem si mislil, kaj boš ti meni pisal pesmi in tako naprej. In nisem verjel, čeprav zdaj moram reči, da sem zelo vesel, da delava skupaj, ker dobro delava. Človek je Rok, jaz osebno govorim zdaj o Roku, dober človek, mogoče celo predober, prenaiven, celo bom rekel, to mi bo mogoče zameril, ampak je dober človek in se dobro razumemo. Edino zdaj v zadnjem času se je malo umiril in dela stvari, ki mu rečem Roka, sti normalen, mislim, neke igrice ima in jaz kar gledam, a to je zdaj tvoje, ali tak sistem. Tako da, ampak moram reči, da flirti trenutno za mene enih najboljših bendov, res tudi, bom rekel, konc koncev špilajo in polnijo dvorane, kapo dol, zdaj smo bili celo v Mariboru skupaj, sem bil tudi gost in se trudijo. Predvsem pa moram reči, da Roka bo malo zmanjkal, ker se trudi, preveč dela, ampak tako je življenje. Ne klič Matilde še zdaj nad njega. Ne Matilde, ampak veš kaj, zmanjkal mu bo energija, če tako dela naprej. Res se trudijo, trudijo se, dobro delajo in dan kapo dol. Veš kaj, nikoli ne pozabil, pred 1,5 leta so igrali, zdaj mogoče zelo leto dni, ne vem, zdaj sem pozabil že, ampak so igrali v Gorici. In pazi, prav Vili, to mora biti tako, pa sem rekel, dobro, pa če mora biti tako, pa imel je 3 ljudi take, tam nekaj po mikrofonih, po kitarah in pol, so končali, ki so skakali tam, predno so oni začeli, so rekel, Roka, ti mene malo zafrkavaš, po domače se zabavaš, da mora ljudi tako skakati pri mikrofonu, pri kitari, ker pri nas to delamo sami.
Ja, Rok je rekel, vidi, tako mora biti. No, okay. In evo, vidiš, uspeh je kle. Uspeh je tle, ampak uspešno pa tudi v soboto. Ne? Zdaj prihajate oboji na oder. Piše, ko gremo, to je eden izmed večjih žurov v Celju, Ja, to je ki res. se zgodi dvakrat na leto. Enkrat je pomladna sezona in drugič je jesenska sezona. Opa, Ne? mi smo zdaj kle. Kaj pomeni, da moramo še sem pridati? Ja, lej, odvisno, koliko se boš izkazal. Ne? Bom se zelo izkazal, se bom, trudil se Ampak bom. Vili, ki ti ga včasih Muri, ja, ki, zapili, da bi pa si še vedno tako nor, kot si bil včasih, ko si skakal še s padalom pa po strehah plezal. Zdaj ti bom rekel tako, zdaj v bistvu bi ljudje rekli, da sem še bolj nor, ker sem tako star in si tega ne bi smel dovoliti. Vendar, ko je muzika, jaz uživam in lahko povem, vse bolj ljudje me poznajo in pravijo neverjetno, zato mogoče nekateri celo pomislijo na najslabšo stvar, da jaz kaj jemljem, ampak verjemite mi, jaz samo uživam v muziki, tako da ne rabim nič. Vili je sam na dobrih vibracijah, Tako. vam jaz povem. Narediva zdaj malo pauzo, Okej. ker Emilija pravi, da je kar dober znak, da si prišel danes. Ja, lej, pazi. Potem pa nadaljujeva, ker boš mogel še povedati, kjer komad ti gre največkrat po glavi, pa ni nujno, da je tvoj. Ker se obeta žur leta Prpišek to soboto z Flirtovci in pa Vilijem Resnikom, sem si seveda v studio povabila Vilija. Vili, dobro jutro! Dobro jutro, dober dan. Mi smo dober dan zdaj, že ta drugič moram reči dober dan. Ma dober, lej, pač reče živijo, zdravo. Pa je to Živijo to. zdrav, dobro jutro, Dober dan. prva kava s tabo, dober plan. Veš, to je to. No, sicer ni bila prva kava, ne? Je Ja, bila že ker- ta druga. Ampak nič hudega, je pa res nekaj, trenutno je lepo, ker je sonce. Pazi, hladno je, ni čisto pomladno, pa vendar. Pa poglej se, na polnak si mi prišel v studio. Zato, ker je tudi v studiu je vedno vroče. Vroče. Tako kot bo vroče v sobote, Okej. vroče, čakaj, ne bo to, nemogoče, ne vem, v glavnem, seveda se vidimo, bili resnik z bendom, odigrali bomo tiste pesmi, ki jih ljudje poznajo, ki so stare, ja, zelo stare. Ej, no, ko smo že pri zelo starih pesmih, Ja. katero največkrat odpoješ na odru? Si mogoče naredil kdaj kako statistiko? Jasno, pazi, bom rekel bogove ali pa kosi na tleh. Ko si na tleh. Ja, tako da se včasih ujamem, da kar kakšno ponovim po nesreč, ker ne vem, da sem že izigral, ker je več nastopa in potem ti glava več nadela tako dobro. Ampak, le, pač tako je, ko smo naredili to pesem, ko si na tleh, moram biti pošten, prve pol leta ni bilo nobene reakcije, takrat s časom pobizana in nas je blazno prizadelo in smo zelo zaplavali v negativno smer in potem sem jaz znoro, ko sem videl, da gremo v maloro, sem rekel, fante, igrati, dokazati, da je to to. In evo, zdaj po tolikih letih, skoraj 40 let stara pesem, ki bo evergreen, kdorkoli bo rekel karkoli drugega, le meni vse, ampak jaz rečem, vsi jo poznajo. Tako kot poznajo tudi pesem Ne bom ti lagal, Na fuzbol ne pust, Bogovi, naj bogovi slišijo z Eurosonga. Tako da, lej, to je to in te pesmi bojo seveda tudi v soboto pri Pišeku. Z bendom igram, sem mal nekako okrepil ekipo. tako da Kaj si bomo- gogo plesalke do zraven pripelo? Ne, plesavke. Ali kaj. Ja, Ja. in bom rekel, mene so vprašali punce, Katja pa Ana, z tega konca so, in so vprašali, kako morajo biti oblečene. Sem rekel, stara, najbolj bo vesel bom, če bo se zgoraj brez, ker potem bojo vsi videli nas. Lepo bo. Tako da v glavnem je to in smo se potrudili, smo imeli celo vajo, zdaj moramo tudi gor malo na medije, kako smo delali na vaji. Posneli smo malo, ampak potem sem rekel, da bom težil zdaj. V glavnem, se to ni zadnji špil v koncu, ampak stvar je v tem, da se veselimo tega Piška, veselimo se, da bomo lahko tudi pač splirti, da damo slovensko muziko, ki se mi zdi, da je zelo v sponu in smo se začeli tudi Slovenci zavedati, da imamo koncu dobro muziko. No? In pesmi, ki vstanejo, če ne drugače rečem, No, moja muzika. Koliko je stara- cajta si že na sceni? Ja, zdaj bom rekel 40 let, čeprav smo letos praznali seveda 30. obletnico moje solo kariere, pa vendar še po bizajno časa in tako naprej, tako da se dolgo. Tudi to je pa Star uspeh si in jaz že. sem zelo vesel in ponosen in upam, da sem ostal še vedno isti, no, upam, da. Ej, zadnjič sem bila na koncertu Tonija Cetinskega, Ja, tle v Celju. In model je seveda splezal na konstrukcijo odra. Ne?
In veš, na koga me je spomnil? Jaz Vsega nisem. poglej ga, Vilija 2. Jaz sem pa rekel, Madonna, mogoče pa to Miran Rudan. ne, se hecam. Ja, veš kaj pa se mi včasih ti paše, jaz sem rad pregled, da vidim tudi v zadnji, kaj se dogaja, bom rekel čisto na koncu, kdo žura, kdo ne žura, tako naprej. Tak da, mal heca mora biti, veš kaj, na koncu pa tako. Jaz tudi fantom vedno rečem, fante, to je v bistvu en cirkus. In ti moraš delati stvari, da se te ljudje zapomnejo, pomeni, zaradi mene lahko razbijete tudi kitaro in to bo največji šov, koncev. No, ampak to je Kdo bo financiral novo kitaro? Ja, to je pa zdaj drugo. Pošljite 1,5, Ja, mislim, tako, pošljite ja. Vili 5 na 1,9. Zato pravim, ja, lej, pač je bil, no super, bom rekel, veš kaj mi je všeč, da so se tudi oni začeli truditi, da niso samo glasbeniki, ki pač so polni samega sebe, ampak se morajo dokazati. In v zadnjem času vidim, da se vsi res zelo, zelo trudijo in prav je tako. Torej, kje se vidimo, kdaj se vidimo? Dragi poslušalci Radio Fantasy, moje ime je Vili Resnik in vidimo se v soboto 16. To je to soboto maja, jasno to soboto pri Pišeku, Flirti in Vili Resnik z bendi v živo. Pod šotorom. Tako da ni nobenega straha zaradi vremena. Mislim, da bo to res nekaj posebnega, saj jaz imam tak občutek, ker je to velika stvar in dobro energijo preneste in evo, spet bo po dolgem času ga bomo žurali na celskem koncu, kar si štejem v čast in sem vesel, res. Čuvaj glas. Ja, to pa je problem, ampak Čuvaj glas. Bom čuval. Ampak še vsem, ko sem se že prej malo pogovarjala, si kar poskočen fant, ne? Kjer komad te pa najbolj dvigne? Ja, jaz mislim, da je, jaz sem bolj rocker. Ajde, da čujem. Ja. In bom To je rekel, tvoje rockersko. rocker in komad, ki je malo komercialno, malo rockerski, je od skupine Van Halen, That's what I jump. Jump. Ja, Ti ti ga da dam. energijo. Ti ga dam. Zato, ker da energijo, ker je, ne vem, ker je neka zgodba življenjska bratov Halen in David Rota, ki je rado zdaj strga gledam, Madonca je Ki je strga. rado star, jaz pa nisem, Ja, ne. ampak on je pa res zdaj spremenil. Včasih smo bili vsi dolgolasi, skakali, zdaj pa čist drugačen glas ima tudi. In ja, me spominja na mladost. In jaz sem rad kitaro, mislim, jaz igram kitaro in mi je to full solo tudi dober in vse tako, kot mora biti. Tako da, ja, to je to. Za mene, mogoče bojo rekli nekateri, kaj pa je to zdaj, kjera pesem je pa to. Ampak lej, to je to. No, ni Vili Resnik, so pa Van Halen in David Lee Roth. Jump, samo zate, Vili. Hvala lepa.